Kaj se zgodi, če nekomu res v polnosti prisluhnemo, če nekomu zares prisluhnemo z neko empatijo, z neko ljubeznijo, sočutjem, ne da ga skušamo spremeniti, ne da ga skušamo popraviti, ne da si mislimo, da je karkoli z njim narobe, ne da ga skušamo tolažiti, ne da podajamo svojo zgodbo, ko nam oni nekaj razlagajo. Da jih res v polnosti zaobjamemo, da jim prisluhnemo, tako kot jim še ni noben na tem svetu prisluhnil. Tle bi se malo dotaknil nevroznanosti. Nisem sicer nevroznanstvenik, ampak me pač ta tematika zelo zanima, no. Tematika nevroznanosti in spomina. S pomočjo empatije in globokega empatičnega poslušanja lahko v bistvu pomagamo drugi osebi, da spremeni odnos do svojega spomina iz preteklosti in se na ta način ta spomin v bistvu spremeni. In kaj se dogaja zdaj tle v smislu te nevroplastičnosti, se temu reče. Ko se nam je recimo, če se nam v preteklosti zgodila neka travmatična, zelo težka izkušnja, skozi katero smo šli, se je ta izkušnja zabeležila v naših možganih v obliki neke travme oziroma v obliki nekega spomina. In ta spomin, kolikor res razumem, ima tudi fizično obliko, obstaja v obliki fizičnega tkiva, fizičnega nevrotkiva. In ima potem ta spomin seveda vpliv na naše delovanje, na naše zaznavanje sveta. Zaradi tega spomina smo tako dostikrat tudi take tempirane bombe, smo tako hitro strigirani. Imamo dostikrat take burne reakcije zaradi teh travmatičnih spominov iz preteklosti, travmatičnih dogodkov iz preteklosti. In kaj se zdaj dogaja s pomočjo tega ljubečega, empatičnega poslušanja, če nekomu res prisluhnemo s to njihovo zgodbo, ko se nam pač res odpre, in da mu res pustimo prostor in da ostanemo z njimi v tej tihi prisotnosti, se potem lahko ta spomin spremeni. To fizično tkivo, to fizično nevrotkivo se lahko spremeni. Se pravi, moč poslušanja, moč tega empatičnega zaobjema je taka, da lahko v bistvu spreminja možgansko tkivo, spreminja spomin, spreminja naš odnos do spomina.